Da bomo čim hitrejši, gremo samo eno nadstropje višje na našem šolskem centru. O potrebnosti strateškega pristopa pri uvajanju kombiniranega izobraževanja bo namreč v nadaljevanju govorila ravnateljica Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje, to je gospa Simona Črep. Hvala lepa. Spoštovani gospe in gospodje, lepo pozdravljeni Šolskega centra Celje. Podrobneje Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije. Nekaj besed bom spregovorila o pomenu načrtnega uvajanja kombiniranega izobraževanja, čeprav je bilo danes že povedanega zelo veliko, pa vendarle morda tiste ključne smernice poudarimo še enkrat, namreč vedno bolj nekako se tudi sama zavedam, da prinaša to kombinirano izobraževanje neko korenito preobrazbo izobraževanja, ki na nek način vodi v revolucijo. In seveda kot eno izmed pomembnih izhodišč za načrtno uvajanje kombiniranega izobraževanja je seveda kakovostno izobraževanje, ki je ključnega pomena za gospodarski in socialni napredek. In vsi smo že večkrat omenili zapiranje šol zaradi pandemije in seveda spoznanja številna prednosti in pa slabosti, ki jih je prineslo to zaprtje šol in s tem pouk na daljavo. In hkrati smo tudi ugotovili, da smo v tem času, da so nastale številne inovacije, številni spremenjeni novi pristopi in hkrati tudi precejšnje pomanjkljivosti zaradi nepripravljenosti na uporabo teh različnih učnih okolij in orodij. No, in gospa Hafner je že v izhodišču tudi posebej opozorila, da nam tudi na področju digitalizacije kot družbi ne kaže najbolje. In nekako je cilj Evrope do leta 2030 digitalna preobrazba Evrope. In če se vse vrti okrog digitalne preobrazbe podjetij, digitalizacije javnih storitev, vsaj 80% prebivalstva naj bi imelo osnovno digitalno znanje leta 2030, in če k temu dodamo še to, da smo strokovne in poklicne šole nekako vržene v ta nenehni tehnološki razvoj in se moramo odzivati na dejanske potrebe trga, dela in pa sodobne družbe, potem menim, da je tale projekt izvrstna priložnost, da res napravimo neke skupne, premišljene korake v drugačno izobraževanje, ki seveda seboj prinese tudi številne dileme, pomisleke. Pravkar je kolega Weber odstrl nekatere. Seveda tisto, kar se nam nekako poraja ob tej množični uporabi digitalne tehnologije v šolskem prostoru, je seveda nek strah, da tradicionalnega pouka v učilnicah ne bo več. Strah, da bodo dijaki preživeli še več ur pred zaslonom, da bo v bistvu svinčnik, bodo v celoti nadomestile, zamenjale digitalne tehnologije in da seveda učitelj sploh ne bo več potreben, da ga bo zamenjala učna tehnologija, roboti, da bo virtualna resničnost, obogatena resničnost in seveda sodobne tehnologije nekako preplavila to vlogo, pomembno vlogo, ki jo ima učitelj, da smo neustrezno opremljeni, da seveda obstaja veliko tveganje za digitalno utrujenost tako dijakov, učiteljev in staršev. Skratka, ali so ti pomisleki, te dileme upravičene ali ne, seveda je stvar debate. Pomembno pa je, da o določenih stvarih spregovorimo, da si nalijemo čistega vina in tisto, kar je pomembno, je to, kar je gospod Damjan na začetku posebej izpostavil, da danes smo tukaj navdušenci, ki vemo, da je potrebno nekaj spremeniti. In kot vodja, se pravi šole, skoraj 1000 dijaki, šole, se pravi na področju strojništva, mehatronike in pa medijske tehnike, se pravi, kjer se vsak dan srečujemo z nekimi spremembami. Seveda sem še enkrat moram reči vesela, da sem del te zgodbe, ki bo zagotovo pomembno zaznamovala srednješolsko izobraževanje. Sama, veste, sem sicer družboslovka in kot tipična družboslovka moram priznati, da se mi ne zaiskrijo oči takoj, ko vidim novo učno tehnologijo.
ampak se mi pa iskrijo oči, zato ker imam toliko sodelavcev, ki se zavedajo seveda pomembnosti preizkušanja, inoviranja, in to je tisto, kar seveda bomo v nadaljevanju po tehtnem premisleku vsi skupaj nekako postavili na pravo mesto. Treba je namreč kritično presoditi, kdaj uporabiti kombinirano izobraževanje, katere so prednosti kombiniranega izobraževanja, jih seveda izkoristiti v naš prid, seveda razmisliti, pred katere izzive bomo s tem postavljeni, tudi o ustrezni infrastrukturi, ki jo potrebujemo za izvedbo tovrstnega izobraževanja, in seveda učitelj je postavljen v samo središče, tudi to smo danes slišali. Učitelj, seveda, njegova vloga bo sedaj spremenjena, bo drugačna, je že drugačna, je že spremenjena, ampak zagotovo bomo ob koncu tega projekta vsi skupaj pripravili, se pravi, nek strateški pristop ali pa konceptu izobraževanja, ki bo res vključil te kombinirane oblike, se pravi, kombiniranje učnih okolij in pa orodij, torej v ta naš vsakdan šolskega prostora, da bomo res pripravili dijake na to sodobno e-družbo in pa na dinamičen trg dela. Obetajo se nam korenite spremembe in seveda kot vodja se teh sprememb veselim in veste, če vodstvo šole verjame v spremembe, če vodstvo šole zaupa svojim sodelavcem, potem je vse dosti lažje in potem smo pri delu tudi uspešnejši. Verjamem pa, da moramo doseči torej z nekim sistematičnim načrtnim pristopom, oziroma sem prepričana, da bomo dosegli velike korake. In kot pravi ena misel, je pot 1000 milj se začne s prvim korakom in danes smo napravili izjemno pomemben korak, torej na poti drugačnega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki na nek način, tako kot pravi gospod Mali, vodi v revolucijo v izobraževanju. Uspešno delo vsem skupaj in seveda naj nam ne zmanjka tega začetnega entuziazma, tudi takrat, ko se bomo soočali seveda tudi verjetno s kakšnimi izzivi. Hvala lepa.